Pozdravljeni. Geodetska uprava je prenovila javni vpogled v podatke o nepremičninah na portalu Prostor. Zato se je Inženirska zbornica Slovenije v dogovoru z Geodetsko upravo odločila, da pripravi v okviru e-izobraževanj predavanje, v katerem bodo predstavljene vse novosti in tudi obrazložena pravilna uporaba teh novosti. Naslov predavanja je ZKP proti ZKN ali kako interpretiramo grafični del zemljiškega katastra. Moje ime je Marjana Vogrin in skupaj bomo pogledali vse novosti, ki se nahajajo sedaj na portalu e-prostor v javnem vpogledu in jih poskušali tako obrazložiti, da jih boste lahko pravilno uporabljali. Podatke o nepremičninah vodimo v nepremičninskih evidencah. Kot temeljne nepremičninske evidence definira naša zakonodaja zemljiški kataster, kataster stavb in zemljiška knjiga. To je določeno z zakonom o evidentiranju nepremičnin in zakonom o zemljiški knjigi. V zemljiški knjigi vodimo stvarne in obligacijske pravice, ki se vežejo na posamezno nepremičnino. Če povemo po domače, v zemljiški knjigi pridobite podatek o lastniku posamezne nepremičnine in o bremenih, ki se vežejo na to nepremičnino. V zemljiškem katastru vodimo podatke o lokaciji zemljišč kot nepremičnin v prostoru in pa lastnosti posameznih parcel. Medtem ko v katastru stavb vodimo podatke o lokaciji, se pravi v lokaciji stavbe, kako se locira stavba v prostor in pa o lastnostih stavbe in pa njenih delov. Če pogledamo, vidimo, da imamo kot prvi podatek v zemljiškem katastru identifikator parcele, se pravi naziv parcele, ime posamezne nepremičnine, se pravi ime posameznega zemljišča. S tem vidimo, ker da je to podatek, ki je osnovni podatek zemljiškega katastra, to pa zato, ker parcele nastanejo, se pravi v zemljiškem katastru. Parcele pa nastanejo v zemljiškem katastru z delitvijo parcel, z združitvijo parcel, z zložbo ali komasacijo in tako dobijo tudi svoje ime, svoj identifikator v zemljiškem katastru, ki se kasneje prevzame v zemljiško knjigo. Poleg tega se v zemljiškem katastru vodijo še podatki o legi parcele, obliki parcele, površini parcele, boniteti parcele, dejanski rabi parcele, katastrskem dohodku parcele, upravljavcu parcele, kadar govorimo o zemljiščih, ki so v lasti države ali lokalne skupnosti. Potem je tu tudi podatek o povezavi stavba parcela in ne nazadnje lahko razberemo iz podatkov zemljiškega katastra tudi stopnjo zaupanja v te podatke. Če pogledamo, kaj vodimo v katastru stavb, podobno kot pri parceli se tudi tu določi identifikator nepremičnine, torej ime, ker tudi nepremičnina kot stavba in deli stavb nastanejo v katastru stavb. Torej, lahko nastanejo z vpisom stavbe v kataster stavb, z delitvijo stavbe, združitvijo stavbe, delitvijo dela stavbe, združitvijo dela stavbe. Potem pa se vodijo še podatki o legi stavbe in delu stavbe, o obliki stavbe in obliki dela stavbe, o površini stavbe in površini dela stavbe, o dejanski rabi delov stavbe, o upravljavcih dela stavbe, spet v primeru, če je lastnik posameznih delov država ali lokalna skupnost. Podana je tudi tu povezava stavba parcela in podana je stopnja zaupanja. Mi se bomo danes skozi to predavanje osredotočili na zemljiški kataster in predvsem na grafični del. Namreč, zemljiška knjiga vodi podatke samo atributno, medtem ko v zemljiškem katastru imamo tako opisni atributni del kot grafični del in enako velja za kataster stavb. In v našem predavanju danes se bomo osredotočili, kot sem že rekla, na zemljiški kataster in to na njegov grafični del. Če pa hočemo pravilno razumeti, kaj je to zemljiško-katastrski prikaz in kaj je to zemljiško-katastrski načrt, pa je potreba pogledati tudi nekatere druge atributne podatke in skozi to predavanje bomo
pogledali razmerje med zemljiško-katastrskim prikazom in zemljiško-katastrskim načrtom ter lego parcele, obliko parcele, površino parcele, dejansko rabo parcele, zemljiščem pod stavbo, povezavo stavba parcela in seveda, kar je zelo pomembno, o stopnji zaupanja v podatke. Če govorimo o zemljiško-katastrskem prikazu, za katerega uporabljamo kratico ZKP, je dobro vedeti, kaj to pravzaprav je. Definicija zemljiško-katastrskega prikaza je podana v Zakonu o evidentiranju nepremičnin. In če na kratko preberemo definicijo, le-ta pravi: zemljiško-katastrski prikaz je slika oblike in medsebojne lege parcel. Torej pomeni, da ne gre za načrt, ampak gre za sliko, za prikaz. Na tem načrtu, se pravi na tem prikazu, ne na načrtu, ne moremo meriti, ne moremo računati površin iz teh podatkov, zato tudi zakon jasno pravi, da se zemljiško-katastrskega prikaza ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka meja v naravi, da ga pa lahko uporabljamo za povezovanje z drugimi podatki, da lahko z njim delamo analize v geografskih informacijskih sistemih, vendar vedno z opozorilom, da je ta prikaz informativen in da moramo te podatke kot take tudi tako sprejemati. Na sliki, ki jo vidite, je prikazan zemljiško-katastrski prikaz za določeno območje. Če govorimo o zemljiško-katastrskem načrtu, pa govorimo o načrtu. In sicer definicija zemljiško-katastrskega načrta je, da je to grafični prikaz, kjer so meje parcel in zemljišč pod stavbo evidentirane z koordinatami zemljiško-katastrskih točk z predpisano natančnostjo. Da bomo razumeli to definicijo, si moramo ogledati tudi, kaj pomenita dva termina, in to termin zemljiško-katastrske točke in pa termin meja parcele. Zemljiško-katastrske točke so točke, ki se nahajajo na lomih meje in so določene v državnem koordinatnem sistemu. Medtem ko pa je meja parcele, pa sestavlja več delic, ki se med seboj povezujejo v zaključen poligon. Torej, na sliki, ki jo imate sedaj pred sabo, vidite primer zemljiško-katastrskega načrta. Če ste si pogledali te dve sliki, ki jih imate tukaj le ponovno prikazane, vidite, da je sloj zemljiško-katastrskega prikaza zvezen, se pravi pokriva celotno državo, so v njej prikazane vse parcele, ki se nahajajo na območju države Slovenije. Medtem ko pa je zemljiško-katastrski načrt samo mozaičen sloj. Zakaj tako? Zemljiško-katastrski načrt prikazuje samo tiste parcele, ki so bile na terenu izmerjene, katere imajo na vseh lomih določene zemljiško-katastrske točke, se pravi, prikazuje tam, kjer so si lastniki uredili svoje zadeve, so jih dali zmeriti, obstajajo neki elaborati v zbirki listin in zato je ta sloj mozaičen. Torej, zemljiško-katastrski prikaz pokriva celotno državo, v njem so vse parcele, medtem ko so v zemljiško-katastrskem načrtu samo tiste parcele, ki so v celoti izmerjene. Če pogledamo na primeru, ki ga imamo tukaj le podanega, vidimo, da imamo parcelo 100/2. Ta parcela ima 4 lome. Samo na 3 lomih so tudi zemljiško-katastrske točke. To pomeni, da imajo ti lomi koordinate v državnem koordinatnem sistemu. V tem primeru ta parcela se ne bo prikazovala v zemljiško-katastrskem načrtu. Drug primer je parcela 735/2, ki ima tudi 4 lome in na vseh teh lomih so zemljiško-katastrske točke, torej ta parcela se bo prikazovala v zemljiško-katastrskem načrtu. Vendar pa vse meritve niso bile v zgodovini enako dobre. In mogoče so bile nekatere narejene z slabšimi inštrumenti, določena je bila slabša natančnost posameznim zemljiško-katastrskim točkam, zato je obveljalo pravilo, da se v zemljiško-katastrski načrt ne podajo vse parcele, ki imajo
na vseh lomih točke, ampak morajo imeti te točke, morajo biti določene za določeno natančnostjo. In ta natančnost, ki je obveljala kot neko merilo, je, da je natančnost določanja koordinat večja od 1 metra. Kje pa dobimo ta podatek? Za vsako zemljiško-katastrsko točko imamo v atributnih podatkih, ki se vodijo za to točko, podano metodo določitve. Iz te metode določitve lahko sklepamo, ali je točka določena za natančnostjo večjo od 1 metra ali manjša od 1 metra. Če si pogledamo druga dva primera. Imamo parcele, stavbna 75 in 315/4, ki imata na vseh lomih podane zemljiško-katastrske točke. Vendar se bo parcela 315/4 uvrstila, se bo prikazovala v zemljiško-katastrskem načrtu, medtem ko se parcela stavbna 75 ne bo. Zakaj? Tukaj imamo podane podatke v zemljiško-katastrskih točkah in imamo tudi podane metode določitve. Točka 13123 je določena s slabšo natančnostjo kot 1 meter, ostale 3 pa imajo večjo natančnost. Zaradi tega se ta parcela ne bo uvrstila v zemljiško-katastrski načrt, ne bo se prikazovala v zemljiško-katastrskem načrtu, ker je ena od njenih točk izmerjena in določena z manjšo natančnostjo, kot je 1 meter. Medtem ko imamo pri parceli 315/4 zopet 4 točke, pri vseh je metoda določitve taka, da zagotavlja natančnost večjo od 1 metra, zato se bo parcela 315/4 uvrstila, se bo prikazovala v katastrskem načrtu. Zdaj smo ugotovili, kaj pravzaprav je katastrski načrt in kaj je zemljiško-katastrski načrt in kaj je zemljiško-katastrski prikaz. Da pa bomo lažje razumeli, zakaj je razlika med njima in zakaj imata take lastnosti, kot jih imata, je potrebno pogledati malo nazaj v zgodovino. Kako je nastal zemljiško-katastrski prikaz? Do leta 90 smo vse podatke grafične za zemljiški kataster vodili na papirnatih katastrskih načrtih, ki so bili ali pa na folijah, se pravi, imeli smo analogno obliko katastrskih načrtov v različnih merilih. Na bolj urbanih območjih v središčih mest so bila ta merila načrtov 1:1000, medtem ko so bila recimo nekje v ruralnih območjih ta merila 1:2880. Se pravi, tukaj so bile izvršene že neke nove izmere, medtem ko na tem področju smo vzdrževali prvotne katastrske načrte. Tudi kvaliteta teh načrtov je bila zelo različna. Po letu 90 pa se je začela pretvorba v digitalno obliko ali začel se je postopek nastavitve zemljiško-katastrskega prikaza. Postopek pa je potekal na ta način. Analogni načrt smo skenirali, v okviru skeniranja smo odpravili, smo razpačili zadevo v smislu skrčkov in podobnih lastnosti, ki so jih imeli nosilci teh načrtov, in tako smo dobili skenogram načrta, se pravi, postavili smo zemljiško-katastrski načrt v rastrsko obliko. Potem, ko smo imeli enkrat narejene skenograme, je sledila vektorizacija posameznih listov. Se pravi, s pomočjo ekranske vektorizacije smo rastrsko sliko pretvorili v vektorsko sliko. Vse se je še vedno dogajalo znotraj enega lista katastrskega načrta. Podatke zemljiškega katastra vodimo v okviru katastrskih občin. In teh občin je v Sloveniji nekaj več kot 2700. Zato je bila naslednja faza, da smo liste, ki prikazujejo območje posamezne katastrske občine, združili kot enoten sloj. Se pravi, list po list smo spajali in tako dobili enoten sloj zemljiško-katastrskega prikaza za območje ene katastrske občine.
Ko smo izvedli to, je sledila analiza. In sicer, ker imamo na eni strani opisne podatke zemljiškega katastra, na drugi strani pa grafične podatke zemljiškega katastra, smo te podatke primerjali in odkrili kar nekaj neskladij. Naprimer, bile so določene parcele, ki so se nahajale samo v atributnem delu, pa niso imele svojega prikaza v grafiki in obratno. Bile so podvojene parcele, bile so, bom rekla, grdo napisane parcele, ki jih nismo znali čisto dobro razločiti, in zato smo po tej primerjavi tudi začeli z odpravljanjem teh neskladij. Ko so bila neskladja v večini odpravljena, pa je sledila naslednja faza, in sicer transformacija v državni koordinatni sistem. Načrti, ki so bili v okviru katastrske občine sedaj združeni in so prikazovali enoten sloj, se pravi ti grafični podatki, so bili locirani v nekem lokalnem koordinatnem sistemu, ki je imel izhodišče v bližini državnega koordinatnega sistema. Za transformacijo, kjer smo posamezne točke na načrtu, ki smo jih imeli, primerjali z točkami v naravi, in če sta imeli obe dve te točke podane koordinate, smo s različnimi metodami transformacije postavili ta načrt, eno katastrsko občino, v približni koordinatni sistem, pravzaprav bomo rekli, v nek slikovni koordinatni državni sistem. Seveda, še vedno smo imeli 2700 posameznih delov. Se pravi, celotna Slovenija je bila sestavljena iz zemljiško-katastrskega prikaza, ki je imel 2700 delov. Če smo hoteli imeti enoten sloj zemljiško-katastrskega prikaza, smo morali te zadeve združiti. In sledilo je združevanje posameznih katastrskih občin, tako da smo dobili enoten sloj. In pred vami je slika enotnega sloja zemljiških parcel za vso Slovenijo, se pravi, pred vami je slika zemljiško-katastrskega prikaza, ki ga lahko tudi vidite v javnem vpogledu. Zdaj vemo, kako je nastal zemljiško-katastrski prikaz. Skozi vse faze, ki je šel, tudi vidite, da lahko nastopajo določene, da nima povsod enake kvalitete in da je edina stvar, ki lahko rečemo, da je skupna vsem parcelam v zemljiško-katastrskem prikazu, je to, da pripadajo zveznemu sloju. Vzdrževanje na posameznih delih je bilo različno, kvaliteta samih načrtov, ki so se zajemala, je bila različna. Tako da, ko govorimo o zemljiško-katastrskem prikazu, je njegova osnovna značilnost ta, da pokriva celotno Slovenijo in da je to slika parcel, ki jih imamo v našem zemljiškem katastru. Kako pa nastane zemljiško-katastrski načrt? Zemljiško-katastrski načrt nastane z terenskimi meritvami. Zadeva poteka na sledeč način. Najprej je potrebno pogledati, ali so bile za posamezno parcelo že izvedene kakšne predhodne meritve. Se pravi, podatke o predhodnih meritvah dobimo v zbirki listin. Ko smo oboroženi s temi podatki, sledi terenska meritev. Ko je terenska meritev zaključena, se izdela elaborat geodetske storitve, ki je strokovna podlaga, obvezna strokovna podlaga pri vložitvi zahteve za spremembo na geodetsko upravo. Ko se vloži zahteva skupaj z elaboratom, geodetska uprava v upravnem postopku preveri pravilnost tega elaborata in če so zadeve v redu, izda upravni akt. Ko je upravni akt pravnomočen, pa se ti podatki, ti spremenjeni in novi podatki evidentirajo v bazo zemljiškega katastra. In pred nami je zemljiško-katastrski načrt, ki vidimo, da ni zvezen sloj, ampak v njega po vsaki meritvi dodamo nove elemente. Seveda, če smo naredili novo meritev, vemo, kako zadeva izgleda, kako je meritev evidentirana v zbirki listin, se pravi, imamo pravo obliko in lego parcele podano. Ampak mi moramo vseeno vzdrževati tudi sloj zemljiško-katastrskega prikaza. Če pogledamo zadevo, kako poteka vzdrževanje zemljiško-katastrskega prikaza. Na eni strani imamo tukaj le staro stanje v zemljiško-katastrskem prikazu. Izvedena je bila meritev
In to je zdaj, so nove parcele, ki so nastale in to je prava oblika teh parcel. Te parcele potem vklopimo v zemljiško-katastrski prikaz in dobimo takole stanje. Če primerjamo ta dva stanja, sta si sicer podobna in lokacijsko sta na približnih mestih, vendar to je prava slika, pravi načrt naše meritve, se pravi, tukaj so numerični podatki v ozadju, tukaj pa imamo samo slikovni prikaz. Zdaj prehajamo iz teh osnovnih zadev, ki smo jih pogledali, na posamezne elemente, ki se vodijo v zemljiškem katastru in si bomo tudi tu ogledali razmerje med zemljiško-katastrskim prikazom in zemljiško-katastrskim načrtom. Lega in oblika parcele je v zemljiško-katastrskem prikazu, po do zdaj zadevah, ki ste jih videli, le groba informacija. Da vemo, kje približno v prostoru se nahaja naša parcela in kakšna približno je. Medtem, ko pa je lega in oblika parcele v zemljiško-katastrskem načrtu pa prikazana pravilno. Definirana pa je z koordinatami zemljiško-katastrskih točk. Tukajle je parcela 756/13 in to je njena slika v zemljiško-katastrskem prikazu. Na vseh lomih imamo točke z lokacijskimi slikovnimi koordinatami. Tukaj imamo ponovljeno isto sliko, dodane pa so neki plavi križci. In ti pravi križci pomenijo lokacijo lomnih točk v državnem koordinatnem sistemu. Če pogledamo to sliko, bi pravilna lega v zemljiško-katastrskem načrtu te parcele bila takale. Ker pa ostale okoliške parcele niso izmerjene, ne moramo mi kar to meritev položiti v zemljiško-katastrski prikaz, ampak jo vklopimo. To, kar ste zdaj videli, je, da ima vsak lom, kjer imamo tudi zemljiško-katastrsko točko določeno, kjer je izvedena meritev, dve koordinati. Ena je slikovna, to je ta rdeča, ki jo imamo tlele, in ena je koordinata zemljiško-katastrske točke v državnem koordinatnem sistemu. Če bi si pogledali podatke, atributne o zemljiško-katastrskih točkah, vidimo, da imamo za vsako točko podano koordinato v državnem koordinatnem sistemu in koordinato v slikovnem koordinatnem sistemu. Je pa lahko tudi zemljiško-katastrski prikaz enak zemljiško-katastrskem načrtu. Kdaj se nam to lahko zgodi? To je na območjih novih izmer, tam, kjer so izvorni načrti, ki so prišli v digitalizacijo v merilu 1:1000, ali pa je zemljiško-katastrski načrt nastal z meritvijo, ne z digitalizacijo, pa na območju komasacij. V tem primeru je slikovna koordinata identična koordinati v državnem koordinatnem sistemu. In če pogledamo sliko, vidimo, da je plavi križec točno nad rdečim križčem in vidimo, da je ta točka ima enake koordinate v državnem sistemu in v slikovnem sistemu. V teh primerih je zemljiško-katastrski prikaz enak zemljiško-katastrskem načrtu. Drugače pa je v tem primeru, to pa je povsod na vseh ostalih območjih, ki niso našteta tukaj zgoraj. Se pravi, v tem primeru se pa koordinati razlikujeta in vidimo, tukaj je slikovna koordinata, tukaj je koordinata v državnem koordinatnem sistemu. Ko govorimo o legi in obliki parcele, pa se moramo ustaviti tudi ob geodetskem načrtu. Namreč, ker nimamo zemljiško-katastrskega načrta za celotno državo, potem je potrebno merjenim podatkom na terenu, ki prikazujejo relief, dodati tudi podatke o parcelah in jih te pravilno umestiti v prostor, da se lahko potem na podlagi tega načrta projektira, bom rekla, in je osnova vsem posegom v prostor in tudi prikazu stanja po zaključku posegov. Pravilnik o geodetskem načrtu pravi, da je potrebno pred vsakim posegom v prostor in po zaključku teh posegov izdelati geodetski načrt. Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, pa tudi pod in nad zemeljskim površjem.
V geodetskem načrtu vodimo podatke, prikazujemo podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih, ter seveda tudi podatke o zemljiških parcelah. Kajti le te nam povedo, čigava je lastnina tega prostora. Ker geodetski načrt ni možno dobiti kot potrdilo iz evidenc geodetske uprave, ker ne vsebuje samo podatkov o mejah parcel, ampak tudi druge podatke, ga je potrebno za vsak posamezen postopek, se pravi pred vsakim posameznim postopkom, naročiti pri izvajalcu kot geodetsko storitev. Pred sabo imam primer slike geodetskega načrta in primer istega območja, kako se prikazuje v javnem pogledu. Če pogledate sliko v javnem pogledu, vidite, da tale cesta, parcela ceste, ne leži na cesti in da je tudi ta oblika tlele stavbe nekam čudna. Če pa pogledamo vsebino geodetskega načrta, pa vidimo, da poteka cesta po parceli ceste in da je tudi tukaj s to stavbo zadeva malo drugačna. Če si pogledamo zadevo še malo od bližje, vidite, tukaj je skoraj ravna črta, tukaj je določen lom, se pravi, tukaj vidite, da gre res čisto po cesti, tukaj je zamik. Seveda, če gledamo javni vpogled, potem smo zemljiško-katastrski prikaz, sliko našega prostora položili na drugo sliko in izmerili topografijo in vse to podali in se vse to vidi v zemljiško-katastrskem prikazu v javnem pogledu. Pri geodetskem načrtu pa smo izmerili zunanjo, se pravi topografijo, druge zunanje elemente in tam, kjer imamo zemljiško-katastrski načrt, lahko samo prevzamemo te podatke in jih izkažemo na geodetskem načrtu. Na parcelah, ki pa niso v zemljiško-katastrskem načrtu, pa moramo z določenimi preračuni, prilagoditvami te podatke prikazati na geodetskem načrtu. Zato je vedno, če imamo neko gradnjo ali neko poseg v prostor in se za ta poseg v prostor zahteva geodetski načrt, pravilno prikazana vsebina in pravilno prikazana lega parcel na geodetskem načrtu in ne v javnem vpogledu. Če sta ta dva različna, to ne pomeni, da je nastala napaka v geodetskem načrtu, ampak da so podatki zemljiško-katastrskega prikaza na tem področju lokacijsko niso tako ustrezni. Za geodetski načrt ima poleg grafičnega dela, ki smo se ga prejle ogledali, še certifikat. Vsebina tega certifikata vsebuje podatke o naročniku, o izjavi odgovornega geodeta, o številki geodetskega načrta. Najbolj pomembna podatka pa sta podatka o vsebini geodetskega načrta in pa pogoji za uporabo tega geodetskega načrta. Zato je nujno, da ko dobimo v roke geodetski načrt, da pogledamo poleg grafike, kjer bomo projektirali, tudi podatke, ki so zapisani v certifikatu. Ker samo ti nam povejo, kakšni so pogoji, kako natančne so določene vsebine prikazane in kako se lahko lotimo lociranja drugih objektov v prostor. Pred sabo imate tabelo, podatke o vsebini geodetskega načrta, kjer imate naštete vse podatke, ki se prikazujejo na geodetskem načrtu, kje je vir teh podatkov in tudi, kar je zelo pomembno, kakšna je natančnost teh podatkov. Tukaj spodaj v trojki, vidite, imate podano, kakšna je natančnost podatkov o parcelah na tem geodetskem načrtu. Seveda pa je pomembno tudi, da imamo podane pogoje, pod katerimi lahko uporabljamo tak načrt. Se pravi, tukaj piše, a so vse vsebine, ki jih imamo prikazane, se jih da prikazati za dovolj veliko natančnostjo, da je to dovolj dobro, da se na njih projektira ali pa da se prikaže, kakšno je stanje po izvedenih nekih posegih v prostor.
In zanimivo, poglejte, pri teh pogojih imate tukaj od spodaj odebeljeno napisano nekaj, kar je zelo pomembno. Zaradi navedenega, kar imamo tukaj od zgoraj vse razloženo, je za zagotovitev pogojev za ustrezno interpretacijo parcelnega stanja in posledično lastninskega stanja predhodno potrebno izvesti ureditev meje in izdelati, seveda, zemljiško-katastrski načrt v skladu z predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. Se pravi, zemljiško-katastrski geodetski načrt, ki je narejen, je samo pogojno uporabljen, se ga da uporabiti. Stanje, kot vidimo, je tako slabo, da tisti, ki bo projektiral na njemu, se mora tega zavedati. Zato je vedno treba prebrati zelo natančno tudi certifikat. Če se zdaj ustavimo še enkrat na podatkih, ki se prikazuje v geodetskem načrtu in njihovi natančnosti. Vidite, tukaj imamo, ta geodetski načrt je potekal čez območje 3 katastrskih občin, občine Dol pri Ljubljani, Ihan in Selo. In za vsako to imamo podane podatke, s kakšno natančnostjo lahko zagotavljamo, da je meja parcele locirana v prostor. In ker vidimo, da imamo tukaj kar velike odstopanja, je treba biti pazljiv. Meja ne poteka tako, ko je narisana, ampak je treba upoštevati tudi tale, bom rekla, okoljski prostor, ta buffer. In seveda, ta meja se ne nahaja točno tukaj, ki jo imamo, ampak je lahko nekje od tukajle do tukajle. Če se bomo zdaj delali poseg v prostor nekje tukajle, moramo odmike računati od skrajne točke, ne pa od te premice. Se pravi, nam je ta podatek še kako pomemben. Seveda, če bi imeli zemljiško-katastrski načrt in bi ga lahko uporabili, potem bi bili ti podatki bistveno boljši. Predelali smo lego in obliko, sedaj pa se bomo lotili površine parcel. Uradna površina, ki jo pridobimo z zemljiškega katastra, je tista, ki se nahaja v vpisnih podatkih. Če pogledamo v javni vpogled, je to površina, ki jo imamo napisano tukaj v podatkih o parcelih. Nikoli ne smemo uporabljati grafične površine, ki jo pridobimo z ekransko digitalizacijo. V našem primeru vidite, da je uradna površina 5949 kvadratnih metrov, medtem ko je grafična površina te parcele 5691 kvadratnih metrov. Čeprav ta parcela ni urejena in ne leži v katastrskem načrtu, upoštevamo to površino. Če bi bila ta parcela urejena in bi tukaj imeli, bom rekla, pa to parcelo prikazano tudi v katastrskem načrtu, potem bi imeli mi tukaj napisano da. Se pravi, v tem primeru bi v to površino, ki je uradna, lahko tudi 100% zaupali. Tudi, če je prava površina taka, ki smo jo dobili iz grafičnih podatkov, moramo upoštevati atributno, lahko pa jo spremenimo, seveda na kakšen način, da uvedemo postopek meritve. Se pravi, da se tej parceli uredi meja in izmerijo točke z predpisano nalomih meje, z predpisano natančnostjo. Podatke o posameznih zemljiško-katastrskih točkah in njihovih koordinatah se nahajajo tako v bazi, kot tudi v zbirki listin. In vkolikor je bil izdelan zemljiško-katastrski načrt in obstaja zbirka listin, potem lahko tudi preverimo, če je bila površina izračunana iz koordinat. In če je bila površina izračunana iz koordinat z dovolj veliko natančnostjo, potem je tudi ta površina, ki se prikazuje v atributnem delu in ki je uradna, tista, ki lahko zaupamo. Zdaj smo pogledali površino, sledi še en podatek, za katerega je zelo pomembno, ali se veže na zemljiško-katastrski načrt ali na zemljiško-katastrski prikaz, to je dejanska raba parcel. Podatek o dejanski rabi parcel se določi v zemljiškem katastru atributno in to naredi geodetska uprava na tak način, da prevzame sloj dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in pa grafične podatke zemljiškega katastra. Tukaj imate prikazano
kako izgleda ta grafični sloj dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, kjer imamo posamezne poligone, ki jim je določena posamezna dejanska raba. Če Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano naredi spremembo v tej evidenci, se pravi, da spremeni posamezno rabo ali pa meje posamezne rabe, se ta že naslednji dan prevzame, se pravi, že naslednji dan vidna v podatkih geodetske uprave. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vodi 19 podrobnejših kmetijskih rab in pa 8 podrobnejših nekmetijskih rab. Geodetska uprava združuje za svoje potrebe te podatke v 5 osnovnih posplošenih rab, ki so kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, pozidana zemljišča, vodna zemljišča in nerodovitna zemljišča. Od poletja 2013 naprej pa mora geodetska uprava za potrebe izračuna katastrskega dohodka prikazovati tudi podrobneje, kje se nahajajo posamezne parcele, ki imajo dejansko rabo enega od trajnih nasadov, in sicer hmelišče, trajne lastnine na njivskih površinah, vinograd, matičnak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi in pa plantaža gozdnega drevja. Ker za potrebe katastrskega dohodka pa je morala geodetska uprava skupaj z zunanjimi izvajalci izvesti še en poseg, en projekt, in to je bilo izboljšati podatke grafičnega katastra, se pravi zemljiško-katastrskega prikaza, na področjih, kjer se nahajajo trajni nasadi. Tako je bila leta 2013 izvedena izboljšava grafičnih podatkov zemljiškega katastra, in sicer za metodo transformacije zemljiško-katastrskega prikaza na podlagi merjenih točk na terenu in na podlagi digitalnega ortofota. Nastal je tako zvani mozaični sloj, ki spet ni po vsej Sloveniji, ampak je tam, kjer se nahajajo trajni nasadi in tam, kjer smo že imeli druge predhodne meritve. In ta sloj imenujemo sloj za preseke. Sloj za preseke je sestavljen iz zemljiško-katastrskega načrta, se pravi iz parcel, ki so bile izmerjene in imajo na vseh lomih točke za dovolj veliko natančnostjo, in pa izboljšani grafični podatki zemljiškega katastra, ki so nastali na podlagi transformacij na merjene točke in pa na digitalni ortofoto načrt. Tam, kjer imamo mi sloj za preseke, presekamo sloj dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč za tem slojem. Torej, tukaj ta parcela pa ta parcela pa ta parcela se nahajajo v zemljiško-katastrskem načrtu in se dejanska raba preseka z temi parcelami. Tukaj le dol v plavem imamo izboljšane lokacijske podatke in se dejanska raba preseka z temi parcelami. Tukaj le na tem območju pa nimamo ne zemljiško-katastrskega načrta, ne izboljšanih podatkov, zato se naredi presek z podatki zemljiško-katastrskega prikaza. Kar pa lahko, posledica tega pa je, da se na parcelo lahko tudi pripiše napačna raba. Kako? Če si pogledate tole parcelo tlele dol, vidite, da tukaj sega vinograd do meje parcele in v bistvu imamo na tej parceli definirano dejansko rabo vinograd. Če pogledamo njeno sliko v zemljiško-katastrskem prikazu, pa vidimo, da je tukaj en delček, ki je travnik. In po preseku z dejansko rabo dobimo, da se na tej parceli nahaja tako vinograd kot travnik, kar pa ni pravilen podatek. Seveda pa geodetska uprava ne naredi samo preseka, ampak izvaja tudi določene korekcije, da lahko dobimo čim boljše podatke, bom rekla čim bolj take posplošene podatke o dejanski rabi kot atributnem podatku na parcela. Ti korekcijski faktorji pa so, če je parcela manjša kot 500 kvadratnih metrov, potem se na njej prikazujejo samo tiste dejanske rabe, ki jih dobimo po preseku, ki imajo površino večjo od 100 kvadratnih metrov.
Če pa parcela večja od 5000 kvadratnih metrov, pa se prikazujejo samo tiste dejanske rabe, če imamo več dejanskih rab na parceli, ki so večje od 2% površine in če teh 2% površine mora biti večji kot 500 kvadratnih metrov. To preprosto pomeni, od 5000 kvadratnih metrov do 25000 kvadratnih metrov, se pravi do 2,5 hektara, je korekcijski faktor 500 kvadratnih metrov. Če pa je parcela večja kot 2 hektara in pol, potem se pa zračuna ta procent in je to omejitev. Se pravi, pri 2 hektarjih in pol je 2% 500 kvadratnih metrov in če bi imeli zdaj na neki parceli, ki je velika, recimo 10 000 kvadratnih metrov in bi imeli na njej 400 kvadratnih metrov travnika, ostalo bi bil pa gozd, bi v atributnih podatkih zemljiškega katastra prikazali, da je ta parcela cela gozd. Zato, ker je teh 400 kvadratnih metrov, bom rekla, manjše od 500 kvadratnih metrov, ki je, bom rekla, nek tak korekcijska površina, ki se še prikazuje kot atributni podatek v zemljiškem katastru. Če pogledamo si to na primeru, imamo tukaj le parcelo 355 skozi 4. Na tej parceli so kmetici ugotovili, da imamo pozidano zemljišče in pa kmetijsko zemljišče. Ker je površina kmetijskega zemljišča 165 kvadratnih metrov, kar je več od 100, vidimo, da se kot atributni podatek prikaže, da imamo na tej parceli kmetijsko zemljišče in imamo pozidano zemljišče. Potem imamo pa sosedno parcelo 861 skozi 1, na kateri so kmetici prikazali, da imamo tako pozidano kot kmetijsko zemljišče. Ker je ta površina manjša od 100 kvadratnih metrov, se ne prikazuje kot atributni podatek dejanske rabe in tako imamo v zemljiškem katastru opredeljeno, da se na parceli 861 skozi 1 nahaja zgolj dejanska raba pozidano. Ta pravila veljajo, če se na parceli ne nahaja zemljišče pod stavbo. Če se pa nahaja zemljišče pod stavbo, ki je ena od entitet zemljiškega katastra, v tem primeru pa se površina pod tem zemljiščem ne glede na velikost prikaže kot dejanska raba pozidano. Tudi, če je manjša od 100 kvadratnih metrov. Da vam bo zadeva razumljivejša, sem naredila schematski prikaz preseka sloja dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in pa sloja zemljiškega katastra, ki prikazuje lego zemljiško-katastrskih parcel. In sicer smo na območju parcel 99, 101, 102 in 103. Na tem območju imamo dejansko rabo kmetijsko, to je ta, ki je označena za zeleno, in imamo pozidano, to je tisto, kar je označeno z rdečo. In tukaj le gor, na tej parceli 99, imamo tudi zemljišče pod stavbo, evidentirano v zemljiškem katastru. Če pogledamo najprej parcelo 100 skozi 2. Ko geodetska uprava naredi presek, je celotna parcela definirana kot pozidano zemljišče, se pravi 500 kvadratnih metrov pozidanega zemljišča dobimo po preseku. Ker ni nobene druge rabe, se to upiše brez korekcije v atributne podatke. In vidite, tukaj imamo parcelo 100 skozi 2, kjer imamo napisano, da je dejanska raba pozidano zemljišče in je enaka celotni površini parcele. Potem imamo parcelo 100 skozi 1. Na tej parceli po preseku dobimo, da imamo 180 kvadratnih metrov pozidanega zemljišča in 320 kvadratnih metrov kmetijskega zemljišča. Ker je 180 kvadratnih metrov in 320 kvadratnih metrov večje od 100, tako brez korekcij prikažemo tudi kot atributne podatke v zemljiškem katastru. Se pravi, pri parceli 100 skozi 1 imamo 320 kmetijskega zemljišča in 180 kvadratnih metrov pozidanega zemljišča. Potem imamo parcelo 103. Po preseku dobimo, da imamo 400 kvadratnih metrov pozidanega zemljišča in 80 kvadratnih metrov kmetijskega zemljišča. Ker je 80 kvadratnih metrov manjše od 100,
se bo kot atributni podatek na tej parceli prikazovalo samo pozidano zemljišče. In če pogledamo v atributne podatke, vidimo, da je parcela velikosti 480 kvadratnih metrov in vse smo opredelili kot pozidano zemljišče. Potem imamo pa še zadnjo parcelo, parcelo 99, ki je v celoti definirana kot kmetijska raba in sicer imamo 625 kvadratnih metrov površino parcele. Ker pa na njej stoji zemljišče pod stavbo, se pravi imamo nek kmetijski objekt na tej parceli, ki je velik 85 kvadratnih metrov, določimo, da je teh 85 kvadratnih metrov pozidano zemljišče, ga odštejemo od celotne površine parcele in dobimo sledeč rezultat. Če pogledamo atributne podatke o dejanski rabi za parcelo 99, imamo 540 kvadratnih metrov kmetijskega zemljišča in 85 kvadratnih metrov pozidanega zemljišča. Tukaj moramo podati opozorilo, da se dejanska raba vodi v zemljiškem katastru kot atributni podatek. Kjerkoli pa se v javnem pogledu ali kjerkoli drugje v evidencah zemljiškega katastra prikazujejo grafični podatki o dejanski rabi, pa je to podatek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se pravi, prikazujemo dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč v grafiki, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prejle smo omenili, da tam, ki je pa zemljišče pod stavbo, tam pa mi kar definiramo, ne glede na velikost, da je to pozidano zemljišče. Zdaj nas pa zanima, kaj to zemljišče pod stavbo je. Zemljišče pod stavbo je bilo, določanje zemljišč pod stavbo je bilo uvedeno z uvedbo zakona o evidentiranju nepremičnin leta 2006 in definicija je, da zemljišče pod stavbo je navpična projekcija stavbe na ravnino. Se pravi, v bistvu, če pogledamo, imamo mi tukaj stavbo in tale delček, se pravi, tale poligonček znotraj parcele, to je zemljišče pod stavbo. Recimo v primeru bolj kompliciranih stavb, vidite, tukaj imamo stavbo na stebrih, pa je lahko zemljišče pod stavbo presečišče stebra z zemljiščem ali pa se odločimo, da je kar celotno območje med stebri definiramo kot zemljišče pod stavbo. Kdaj se odločimo za eno, kdaj za drugo možnost? Predvsem se odločimo za to možnost takrat, kadar je uporaba enaka. Če pa bi recimo tle odspod potekala neka javna pot, da lahko evidentiramo pravilno lastništvo, takrat se pa odločimo, da kot zemljišče pod stavbo opredelimo presek stebrov za terena. Ko smo pogledali tole zadevo, smo že ugotovili, da obstaja še neko pravilo. Ena stavba ima lahko več zemljišč pod stavbo, medtem ko več stavb ne more imeti enega zemljišča pod stavbo. Kot sem že prej rekla, zemljišče pod stavbo pa se določi v geodetskem postopku določitve zemljišča pod stavbo. In tukaj imate pač prikazana dva primera. Še nekaj moram poudariti, zemljišče pod stavbo se lahko zajame kot del parcele, lahko pa se zemljišču pod stavbo dodeli tudi svoja parcelna številka. Ko govorimo o zemljišču pod stavbo, smo že prišli do stavb in zato nadaljujemo z povezavo stavba parcela. Zemljišče pod stavbo, smo rekli, je presek stavbe s terenom, se pravi, je to tole. Potem pa poznamo še en drug podatek, ki ga vodimo v katastru stavb, to je pa tloris ali pa maksimalni obris stavbe. V tloris ali maksimalni obris moramo zajeti vse tisto, kar sega pod zemljo v celi širini in vse nadstrešnice, balkone. Zato vidimo, da je v bistvu maksimalen obris skoraj vedno večji od zemljišča pod stavbo. V tem primeru imate tukaj pokazano, kako je prikazan v javnem vpogledu zemljišče pod stavbo in tukaj imate prikazano, kako je obris, maksimalni obris ali tloris stavbe prikazan v javnem vpogledu. Povezavo stavba parcela, če imamo stavbo vpisano v kataster stavb ali pa če izvajamo katastrski vpis, vedno določimo v samem postopku vpisa stavbe v kataster stavb. Namreč določimo, na kateri parceli leži zemljišče pod stavbo ali pa če je to parcela, zemljišče pod stavbo kar samostojna parcela in to tudi vpišemo v elaborat
in vidimo, stavba 296 stoji na parceli 6/3. In to se vpiše v elaborat in se kasneje prenese tudi v podatke v katastru stavb, v bazo katastra stavb in v bazo zemljiškega katastra. Vse tiste stavbe, ki pa niso katastrsko vpisane, in teh je mnogo, za tiste stavbe se je pa ta podatek pridobil tako, da se je obris stavbe presekal z podatki zemljiško-katastrskega prikaza. Posledica tega je bila, da smo lahko povezali tudi napačne parcele z stavbo. V tem primeru stavbe 50 smo po preseku dobili podatek, da leži tako na stavbi, tako na parceli 302/13, kot na parceli 302/14. Če si zdaj ponovno, ko imamo to možnost, v javnem pogledu pogledamo, če je na tem področju mogoče tudi izdelan zemljiško-katastrski načrt, pa jasno vidimo, da samo del strehe posega na to sosedno parcelo in bi morala biti parcela 50 povezana samo z parcelo 302/13. Tukaj je potrebno poudariti, da ko delamo katastrski vpis, naredimo povezavo stavba parcela na terenu, jo preverimo na terenu. Za nazaj, ko smo delali množičen zajem za register nepremičnin, pa da smo vse stavbe z obrisi uvedli v evidenco katastra stavb, smo to naredili z zemljiško-katastrskim prikazom. Presekov z zemljiško-katastrskim načrtom ne delamo. Je pa to dober podatek, zdaj ko to vidimo v javnem pogledu, če je mogoče v preteklosti prišlo do napake, do napačne povezave zaradi zamikov posameznih evidenc, in če to ugotovimo, je pač naša edina pot, da gremo na geodetsko upravo, kjer nam bodo po uradni dolžnosti to zadevo tudi popravili. Prihajamo na zadnji del, bom rekla tisto, kar je tudi zelo pomembno, to je pa stopnja zaupanja v podatke zemljiškega katastra. Velikokrat slišimo, ja, se tle kataster čisto za nič, pa mi sploh se ne moremo zanesti na kataster. V samem zemljiškem katastru imamo območja, ki so zelo dobro izmerjena, kjer imamo zelo natančne koordinate, in ostala območja, ki niso tako dobro izmerjena ali pa sploh niso bila izmerjena, je bila tam izvedena samo v preteklosti prva nastavitev zemljiškega katastra. Zato smo uvedli za posamezna območja na podlagi podatkov o posamezni parceli določeno stopnjo zaupanja. Se pravi, kako lahko zaupamo podatkom o posamezni parceli. In sicer ta stopnja zaupanja pa temelji na dveh podatkih. Prvi je ta, ali se parcela nahaja v zemljiško-katastrskem načrtu, torej, če so na vseh lomih parcele določene zemljiško-katastrske točke z dovolj veliko natančnostjo, in ali je parcela urejena. Kaj pomeni, da je parcela urejena? To pomeni, da so vse meje določene v upravnem ali sodnem postopku. Če rečemo v upravnem postopku, to pomeni, da je bil sprožen postopek ureditve meje, da je bil izdelan zapisnik, da se vsi sosedje strinjajo z potekom te meje in da so te točke, te meje določene tudi z dovolj veliko natančnostjo po novem. V preteklosti pa smo lahko tudi od tega pravila majhno odstopali, boste videli v nadaljevanju. Torej, da je meja določena v upravnem postopku pomeni, da se vsi sosedje strinjajo, da je bil narejen zapisnik za ta postopek in da je geodetska uprava na podlagi tega izdala tudi upravni akt, se pravi odločbo o urejeni meji. V sodnem postopku pa je pač sodišče določilo, da je ta meja mora biti tu in tudi taka meja je potem urejena. Imamo 5 stopenj zaupanja in sicer prva stopnja je, da je parcela urejena, se pravi, da so se vsi sosedje strinjajo, da poteka tam in da so točke na tej meji določene z dovolj veliko natančnostjo. Druga stopnja zaupanja je, da so točke na tej parceli določene, vse lomne točke za dovolj veliko natančnostjo, ni pa parcela bila podpisana, da poteka tam strani vseh sosedov. Potem imamo tretjo stopnjo zaupanja, da sicer točke so določene, vendar z ne dovolj veliko natančnostjo, so pa sosedje se dogovorili, da meja poteka tako, kot je zarisana. Potem imamo območja, kjer nimamo dovolj natančno izmerjenih parcel
so pa posamezne meje parcele urejene in seveda področja, ko parcele niso urejene in tudi se ne nahajajo v zemljiško-katastrskem načrtu. Pa če si zdaj pogledamo, kako to izgleda v javnem pogledu, po novem. Se pravi, ta parcela je urejena in se nahaja v zemljiško-katastrskem načrtu. Da je urejena, imamo v zemljiško-katastrskem prikazu te meje odebeljene, da se nahaja v zemljiško-katastrskem načrtu, se nam pa v sloju zemljiško-katastrskega načrta ta parcela tudi prikaže. Na zemljiško-katastrskem prikazu v javnem pogledu so zdaj vse parcele, ki se nahajajo tudi v zemljiško-katastrskem načrtu, imajo parcelno številko vpisano rdečo. Ostale, ostale pa jo imajo zeleno. Če je parcela urejena, vidimo tudi iz atributnih podatkov zemljiškega katastra in sicer imamo tam, kjer imamo podane podatke atributne o parceli, napisano pod urejena parcela da. To pomeni, da so vse meje te parcele urejene, se pravi, se vsi sosedi strinjajo in je zato bil izdan nek upravni akt. Potem imamo drug primer. Drug primer je ta, da je parcela se sicer nahaja v zemljiško-katastrskem načrtu, ni pa urejena. Se pravi, tukaj v zemljiško-katastrskem prikazu, kot vidite, nimamo odebeljenih linij, nahaja se v zemljiško-katastrskem načrtu, v atributnih delih imamo sicer napisan, da ni urejena, recimo tukaj je pa tale, pa ni parcela, ampak je zemljišče pod stavbo, ki se nahaja znotraj parcele in imamo tudi podatek o površini zemljišča pod stavbo pri parceli podano. Tretja stopnja zaupanja je pa taka, kjer so parcele urejene, vendar niso izračunane za dovolj veliko natančnostjo, da bi jih lahko uvrstili v zemljiško-katastrski načrt. Se pravi, vidimo v prikazu so vse te meje odebeljene, medtem ko v sloju zemljiško-katastrskega načrta tukaj nimamo nič. Take parcele imamo predvsem iz obdobja od 2000 do 2007, se pravi 2006 je začel veljati zakon o evidentiranju nepremičnin, od leta 2000 do 2006 pa zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot. Ta je dopuščal, da v primeru hribovitih predelov ali pa kjer se ni bilo možno navezati na geodetsko mrežo, da se meje dogovorijo sosedi, se pravi, vsi sosedje se strinjajo s tem, to podpišejo, zapisnik, izda se upravni akt, vendar, da se koordinate vseh mejnih točk ne določajo v državnem koordinatnem sistemu, ampak so se določile v lokalnem koordinatnem sistemu. In računamo, da je takih parcel tam cirka 7000 v Sloveniji, ki jih boste srečali, da bojo imele v ZKP-ju, da so urejene, medtem ko v ZKN-ju slike te parcele ne boste, bom rekla, načrta te parcele ne boste imeli. Potem je še četrta stopnja zaupanja, to je pa tam, kjer imamo samo delno urejene meje, samo nekatere meje parcele so urejene, vidite, tukaj so te, pa ta, tukaj dol pa ni, in seveda tudi parcela se ne nahaja v zemljiško-katastrskem načrtu. In še zadnje, se pravi, to pa parcele, ki v celoti niso urejene, se pravi, nikjer ne vidimo odebeljene linije in tudi ne nahaja se v zemljiško-katastrskem načrtu in tukaj, ko imamo napisan v atributnem delu je parcela urejena, piše ne. Videli ste, vso teorijo smo šli zdaj skozi, kakšne možnosti imamo, na kaj moramo biti posebej pazljivi, ko bomo vpogledovali v javni vpogled. Zdaj pa, če si na kratko pogledamo, kaj se je pa novega zgodilo v javnem vpogledu. V javnem vpogledu imamo tako, prikazujemo opisne podatke o nepremičninah kot grafične podatke o nepremičninah. In če pogledate atributne podatke, opisne podatke, vidite, da so neki podatki opisani v belih poljih, neki v zelenih in nekaj v sivih poljih. Če so podatki opisani v belih poljih, potem so to izvorni podatki zemljiškega katastra in katastra stavb. Se pravi, vse vodijo v teh dveh evidencah. Če so obarvani zeleno, so ti podatki vodijo v registru nepremičnin. Lahko so pridobljeni iz drugih evidenc in se potem vodijo v registru nepremičnin in sicer vidimo tak primer je recimo namenska raba. Potem imamo pa še podatke, ki so opisane v sivih poljih. To so pa tisti podatki, ki se sicer prikazujejo, ki jih prikazujemo v javnem vpogledu, vendar jih v nobeni od evidenc geodetske uprave ne vodimo.
Taka podatka sta zdaj trenutno dva. Eden je podatek o širokopasovnem internetu, kjer imate podatek na stavbo natančno, kakšen maksimalno zmogljivost interneta lahko pripeljejo do vaše stavbe. In drugi podatek pa je o energetski izkaznici. Ali ima ta stavba ali del stavbe energetsko izkaznico. Če je energetska izkaznica izdelana za celotno stavbo, se ta podatek prikazuje pri stavbi. Če pa je energetska izkaznica izdelana samo za stanovanje, se vam pa v javnem vpogledu to prikazuje na del stavbe. Zdaj, zanima nas pa grafika. Tu je bilo največ novosti. In vidimo, do grafike lahko dostopamo ali preko stavbe, ko imamo tole zemeljco narejeno, ali preko parcele. Imamo pa še eno grafiko, to pa je pri gospodarski javni infrastrukturi. Če mi kliknemo tole zemeljco, bomo dobili vse vode, ki potekajo čez naše parcele, plinovod, vodovod in podobno. V tem trenutku nas bolj zanimata ta dva dela in če pogledamo, se prikazujejo na sloju grafičnem naslednji podatki o parcelah in stavbah. Kot ozadje imamo lahko podan digitalni ortofoto ali pa ga nimamo. Potem imamo podan zemljiško-katastrski prikaz, tlorise stavb, se pravi maksimalni obris stavb, meje katastrskih občin, zemljiško-katastrski načrt, zemljišča pod stavbo, ki so določena v upravnem in pa sodnem postopku, in pa dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jo vodi MKGP. Tukaj se pravi, mi ali DOF vklopimo ali DOF izklopimo in potem imamo vse te sloje, kjer dajemo kljukce ali pa kljukce damo ven in se ta sloj prikazuje ali ne. In tukaj je še podana informacija, se pravi neka legenda, s kakšno barvo, s kakšno debelino se posamezen sloj prikazuje. Torej, izberemo parcelo, kliknemo na zemeljco, dobimo sliko v javnem vpogledu. Najprej se nam vedno, tako je nastavljeno, prikaže zemljiško-katastrski prikaz in pa stavbe, obrisi stavb. Potem pa lahko kliknemo tale plusek tlele in dobimo tabelco, ki smo jo že prej gledali kot legendo. In tukaj le potem odkljukamo, kaj hočemo videti in potem se nam to prikaže v javnem vpogledu. Se je pa treba zavedati, da vseh slojev ne moramo prikazovati naenkrat. Se pravi, lahko si izberemo podlago, DOF, kot sem rekla, in v tem primeru imamo tole območje priklopljen DOF in zgleda javni vpogled v te nepremičnine takole. Če bi vklopili rastre in izklopili DOF, bi dobili takle prikaz tega območja, ki ga pogledujemo. Potem pa sledijo še ostali podatki. Posamezni sloji, kot sem že prej rekla, se lahko prikazujejo sočasno ali pa se na morju. Tlorisi stavb, se pravi maksimalni obrisi, se lahko prikazujejo skupaj z vsemi podatki, z vsemi ostalimi sloji. Tako vidimo, da so prikazani tako v prikazu zemljiško-katastrskega prikaza, kot v prikazu zemljiško-katastrskega načrta. Se pravi, obakrat imamo stavbe zraven prikazane. Če izberemo zemljiško-katastrski prikaz, potem vidimo meje posameznih parcel v zemljiško-katastrskem prikazu. Če so te meje urejene, so debelejše, če niso urejene, so tanjše. Vrste rabe, ki jih sicer uradno od 1.1.2014 ne vodimo več, v atributnem delu se nam pa v grafiki še vedno prikazujejo, ukolikor po 1.1.2014 ni bil izveden noben postopek na parceli. Seveda se lahko prikazuje skupaj z zemljiško-katastrskim prikazom tudi prikaz o poteku meje med katastrskimi občinami. To je pa tale črtkana črtica, ki jo tukaj gor vidite. No, če se pa odločimo, da bomo gledali zemljiško-katastrski načrt, pa ne moramo obenem gledati zemljiško-katastrskega prikaza, lahko, kot smo že rekli, gledamo obrise stavb, obenem se nam pa v tem sloju izrišejo tudi vsa zemljišča pod stavbo, ki smo jih določili. Prav vse tiste postopki zemljišč pod stavbo, ki so bili izvedeni po letu 2006. Poleg tega, kadar imamo vklopljen zemljiško-katastrski načrt, lahko dodamo še sloj dejanske rabe, ki ga vodi dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če si zdaj ogledamo
to naše območje še enkrat, bomo rekli, če bomo izbrali zemljiško-katastrski prikaz, potem lahko gledamo meje v zemljiško-katastrskem prikazu, meje parcel z njihovimi številkami, lahko gledamo obrise stavb, lahko gledamo potek meje med katastrskimi občinami. Če izberemo zemljiško-katastrski načrt, potem se nam prikazajo samo tiste parcele, ki imajo na vseh lomnih točkah ZK točke določene za dovolj veliko natančnostjo in pa prikažejo se nam tudi lege zemljišč pod stavbo, pa lahko si damo zraven tudi maksimalne obrise stavb. In lahko dodamo tudi še dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč. Upam, da vam bo interpretacija podatkov zemljiškega katastra sedaj bolj razumljiva. Prijazen dan v imenu Inženirske zbornice Slovenije in v mojem imenu ter hvala za pozornost.